V bistvu nisem jaz začel to pot, ampak so moji starši, oziroma moj oče in moj stric. Zdaj smo druga generacija, ker smo to prevzeli. Ni bilo tako, da je bilo nekaj šenkano, ampak smo bili tudi del te zgodbe, ki se je tudi gradila in razvijala. To je bilo prva zaposlitev, tudi začel sem že zelo mlad, ko sem začel delati tudi dejansko v proizvodnji in smo gradili skupaj, ne. Ni bilo zdaj to, da sem prej se kako ukvarjal. Ni bilo pa to, recimo, da je bilo prisiljeno, ja, zašel pa to delati. Ne, nekako se je nekaj organsko to razvilo, da se kot podjetje smo se tudi mi vključili zraven in peljemo to zgodbo naprej. Se pravi, Schrammel d. o. je družinsko podjetje, ki zdaj vodi druga generacija. Delamo stroje za živilsko industrijo, delamo stroje vse od inženiringa do končne izvedbe, do zagonov. Delamo stroje živilske industrije, kar se tiče grozdja, predelava, sprejem grozdja. Potem delamo predelovalne linije za sadje in polnilne linije za različne produkte, predvsem tekočine. Ja, večino vsega moje delo prodajo, ampak sem tudi dosti vključen v projektih, od razvoja do projekti, kateri se delajo. Tako dosti sem tudi po proizvodnji, zelo rad vidim, kaj se dogaja, da ni se to sam živimo v oblaki in kar bo in gledamo samo številke. To dostikrat grem tudi na kakšen zagon linije, zato ker rad vidim, kako se pa dejansko izdelki delajo in kje so pomanjkljivosti, kje lahko izboljšamo. Ko je moj dan, dosti mailov, zadnje čase je malo manj sestankov, ker je covid, ampak tudi dostikrat grem v proizvodnjo in lepo vidimo, kaj delamo. Sem v bistvu en tistih prodajnikov, ki nisem se izobrazil biti prodajnik, ampak poznam vse naše izdelke, kako so narejeni, to dejansko sem tudi jaz sam konstruiral in vsakič, ko me kaj sprašujejo stranke, imam tudi odgovor, ker poznam vse v potankosti. Ja, ne, tudi delamo stroje, so izzivi non-stop in tako smo usmerjeni v razvoj. Izzivi so non-stop, ker tudi dosti delamo na inovativnih izdelkih, dosti na razvoju. Ampak prav konkretno zdaj, mogoče malo bolj, kar se tiče kadra, radi malo bolj ojačali, ker tukaj v dolini je zelo močna konkurenca, malo primanjkuje kadra, tako da se moramo malo boriti en za drugega. Drugače pa vsakdanji izzivi, ker ne posebne. Ja, najbolj ponosen sem, ker grem v trgovino in vidim izdelke na polici in rečem, to so pa naše stranke, ki delajo z našimi strojami. Res, ne samo v Sloveniji, tudi ko grem v tujino in ko pridem v trgovino in sem tako vidim, to je pa naša stranka, narejeno z našim strojem. Ja, ni bilo nikoli neke debate. Zmeraj sem bil za tehniko in sploh nisem nobena druga smer razmišljal, zmeraj, da bom šel strojništvo študirati in tudi srednjo in študirati. Tako da, ne vem, ko sem gledal očeta, malo sem skopiral njega, kot vsak normalni otrok. Če gledam za moja osebna vidika, ker sem tudi srednjo delal kot strojni tehnik, mi je bilo na faksi zelo pomagalo. Če primerjam z nekimi mojimi sošolci, ona baza jim je manjkala, saj znanje že, ampak tisto samoumevno razmišljanje strojniške smeri. Se pa je tudi res, da sem jaz tudi dosti praktična, ker sem delal v dejansko proizvodnji, odnesel. O smeri sigurno se ne bi drugače odločil. Ko se je pa moja zgodba odvila, pa zelo odvisno od staršev, ker sem rekel, tu so štartali starši in je bilo vse to normalno odvilo. Mogoče, če ne bi imeli to
ta podjetja, da bi starši tako štartali, mogoče bil bolj v kakšnih akademskih vodah. Tudi, da imajo zmeraj odprte oči in ušesa, da poslušajo, ne samo v šoli, ampak vse, naj imajo zanimanje in naj hlastajo po onih, ki prodajajo tiste čez noč uspehe, ker čez noč ne uspe nobeden. Ravno tisti, ki ima srečo, in tisto lahko tudi ne loto.